Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Japonske. Tudi tokrat si bomo, kot običajno, najprej pogledali tehnične zanimivosti ter novosti. V drugem delu bomo skušali skupaj razumeti, kakšno bo morda razmerje sil, seveda na samih kvalifikacijah. Najprej si bomo ogledali tiste spremembe na barvnih shemah, ker je to v območju zanimivosti. Videli smo lahko, da pri Meklarnu so za veliko nagrado Japonske predstavili čisto novo varianto njihove barvne sheme. Nekaterim bo všeč, drugim ne, ampak zaradi tega bolid kot običajno ne bo prav nič bolj hiter. In podobna zadeva pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer bo marsikdo malce začudeno pogledal, kaj je novega pri barvni shemi Mercedesa. No, dodali so tisto modro zeleno črto. Običajno je bila ena, sedaj vidimo dve. In zopet vprašanje, zakaj je bilo to tako nujno potrebno. Pustimo sedaj to pri strani. Poglejmo si raje tehnične novosti. Kot običajno se bomo opirali na tiste uradne dokumente in najprej se bomo ustavili pri ekipi Williams, ker smo lahko videli tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, da so v bistvu stanjšali profile in tako znižali zračni upor. Ni točno definirano, ali so starejšo verzijo samo odrezali ali napravili nove dele. Kar je bilo seveda vidno je, da Logan Sargent je seveda v tistem trku prvega prostega treninga uničil celoten set. Drugi prosti trening je bil primoran izpustiti, ampak kot smo videli, ni izgubil praktično nič. K temu se bomo še vrnili. Pri ekipi Racing Bulls, kjer je velika nagrada Japonske dobesedno druga domača dirka, smo videli določene spremembe na samem dnu. In podobno kot pri Williamsu, tudi pri ekipi Alpine smo videli popolnoma na novo zrisan prednji aerodinamični stabilizator, kot lahko razberemo tudi iz fotografij. Pri ekipi Sauber smo zopet videli spremembe na dnu, čeprav te na kakšnih fotografijah niso preveč izstopale. Pojdimo k glavnim dvem ekipam, ki sta pokazala kar nekaj zanimivih novosti. In najprej se bomo ustavili pri Red Bullu, kjer je tudi velika nagrada Japonske, druga, če ne tretja domača dirka za njih. Tu smo lahko opazili tam na območju pod vpetjem varnostnega loka halo novi dve vstopni hladilni reži, kot da bi imeli pri Red Bullu težave s hlajenjem. Če smo pravzaprav natančni, videli smo, da so Maxu Verstappenu že predtem zamenjali pogonski sklop, ki so ga baje rešili, ampak izgleda, da tudi RB20, kar se tiče hlajenja, ima določene težave. Namreč pri Red Bullu so zaprli tudi tiste izhodne škrge tam na območju poimenovanem Bazuka. Seveda videli bomo na progi, kako se bo to obneslo, ampak to so bile glavne spremembe, ki smo jih videli na Red Bullu. In ukolikor koga zanima, tam na zgornjem delu za vpetjem varnostnega loka halo sta ostali že prej prisotni hladilni reži. Pri ekipi Aston Martin smo lahko opazili tudi zanimive spremembe. Najprej to, da so spremenili celotno obliko bočne strukture. Ta je sedaj oddaleč podobna tisti, ki smo jo videli na primer pri Red Bullu RB19 oziroma
pri Aston Martinu iz sezone 2022, torej AMR 22. A tu bi rad poudaril nekaj. Če pogledamo tisti končni del bočne strukture, tam, kjer se vse spušča proti zadnjemu paru koles, bomo videli, da pravzaprav je zadeva izjemno izdolbena in da zgornji in spodnji del v bistvu tvorita nekaj podobnega krilnemu profilu. In to bi znalo biti zanimivo, kako so pri Aston Martinu s to ekstremno rešitvijo mogoče tudi povečali sam aerodinamični oprijem pravzaprav blizu samega težišča bolida. In to bo nekaj, kar bomo spremljali med samo dirko, ukolikor se bo pokazalo kot uspešno. Na prvem prostem treningu namesto Daniela Ricciarda smo videli nastop Iwase, mladega Japonca, ki je, kot sem že mnogokrat omenil, v tem razvojnem programu Honde. Verjetno se je marsikdo začel spraševati, zakaj niso dali priložnosti pri Racing Bullu, naprimer Liamu Lawsonu. Liam Lawson v lanski sezoni je naredil dovolj velikih nagrad, da pravzaprav ga ne moremo več smatrati kot novinca. In to seveda ne sovpada s tistim, kar veleva pravilnik, kjer je točno zapisano, da morajo dati dvakrat med sezono možnost tudi tistim, ki nimajo še izkušenj s Formulo 1. A vrnimo se k samem dogajanju na progi. Namreč na drugem prostem treningu smo videli, da je vreme poskrbelo za to, da pravzaprav nismo spremljali kakšnega resnega dogajanja. Proga je bila mokra oziroma vlažna. In verjetno marsikoga sedaj zanima, kaj lahko pričakuje na samih kvalifikacijah in dirki. Tu so najnovejši posnetki, ki nam kažejo, da pravzaprav med kvalifikacijami in samo dirko za veliko nagrado ne bi smelo več deževati, kar pomeni, da tisti najbolj idealen čas za preizkušanje tako imenovanega long runa in simulacije kvalifikacij je dobesedno šel po vodi. A kljub vsemu lahko vidimo neke trende, predvsem na podlagi podatkov iz prvega prostega treninga. Verjetno nihče ni začuden nad tem, da je bil Red Bull najhitrejši, ker bi lahko dejali, da zopet Perez ni kos tistemu, kar kaže Max Verstappen, ampak to je samo po sebi umevno. Takoj zadaj vidimo Sainza. In prvo presenečenje. Oba bolida, tovarniške ekipe Mercedes, sedaj v malce bolj hladnem ozračju, primerljiva s tistim, kar smo videli recimo pri Ferrariju. Zaostanki so seveda v skladu tistega, kar bi lahko dejali, da je na prvem prostem treningu normalno. In tu bi lahko tudi videli, da na raznih drugih tabelah tudi Mercedes ne toliko izstopa, kot smo videli v Avstraliji. V posebnem prispevku, kakšne so težave Mercedesa dvojni V15, smo teoretizirali o tem, koliko vpliva pravzaprav temperatura okolja. In izgleda, da tu na Japonskem bomo lahko začeli dobivati prve odgovore, a seveda ne prej kot po kvalifikacijah. Nato smo videli seveda McLaren in Aston Martin, kjer sta obe ekipi pravzaprav tam, kjer smo jih pustili. In to bo ena izmed zanimivih tem za prihajajoče kvalifikacije. Ne toliko, če je Red Bull zopet tam spredaj in če je Ferrari prvi zasledovalec, ampak to, ali bo Mercedes sedaj v drugačnih klimatskih pogojih zopet prišel med tiste najboljše, čeprav po mojem ne na nivo Ferrarija. A videli bomo, kaj nam bodo prinesle kvalifikacije. Namreč sam smatram, da takrat, ko bo šlo zares, bi znal, naprimer, Charles Leclerc zopet narediti tisto razliko, kar bi ga morda približalo Perezu, ali pa bi bil lahko celo mesto pred njim. In ne smemo pozabiti, da Carlos Sainz mlajši praktično na krilih rezultata velike nagrade Avstralije bi znal tudi presenetiti, kar pa zopet pomeni, da
pravzaprav ni še nič določeno, verjetno razen tega, da lahko pričakujemo Maxa Verstappena tam spredaj. A to je verjetno vsakomur izmed nas jasno. Ampak kar se tiče tega našega prispevka pred kvalifikacijami, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.